glede na to, da se življenjska doba iz leta v leto podaljšuje in pa povečuje, imate vedno več starejših pacientov in prav to je tisto, kar vam povečuje obisk in pa tudi zasede postelj. Obisk v bolnišnici se nam veča predvsem na račun posebnega načina, bom rekel, obravnave v Splošni bolnišnici Jesenice, kajti jeseniška bolnišnica je znana po predanih in pa toplih zdravstvenih delavcev in to v največji meri in pa seveda znanje stroke, tako medicinske kot zdravstvene nege in tudi ostalih podpornih strok vleče paciente v jeseniško bolnišnico in tako smo v zadnjih letih opazili pomemben porast prihoda, bom rekel, celotne Gorenjske v jeseniško bolnišnico. Samo v zadnjih 8 letih se je razmerje močno prevesilo v korist Spodnje Gorenjske. Skratka, potrebe po novi bolnišnici so, želje po novi bolnišnici so, opredelitev strategij, načrti so. Pa ste te načrte že predstavili državi? Kakšen je bil odziv države? Osnutek strategije je bil Ministrstvu za zdravje predstavljen že v letu 2016. Le-to je v letu 2017 poslalo pobudo za dopolnitev tega osnutka in v drugi polovici leta 2017 smo s strani ministrstva prejeli dopis, da je strategija smela in da oba direktorata ministrstva podpirata osnutek oziroma dajeta pozitivno mnenje na osnutek strategije. Kaj pa predvideni stroški, 100 kvadratnih metrov na posteljo ste rekli? Strošek neke sodobne gradnje je med 3000 in 3500 evri na kvadratni meter, tako da je ob 600 posteljah in pa standardu 100 kvadratnih metrov na bolniško posteljo okvirna ocena izgradnje te bolnišnice 195 milijonov evrov. No in dokdaj bi bil pa tisti nujen datum, mogoče, če lahko tako okvirno rečeva, da jeseniški sistem bolnišnice ne bi več zdržal in bi res nujno potrebovali novo? Zavedati se moramo, da tak projekt traja več let. Naša okvirna ocena je, da tak projekt od odločitve do končne izvedbe traja 42 do 48 mesecev brez upoštevajoč slovenskih proceduralnih zapletov. Tako da iz tega vidika lahko rečemo, da bi bilo potrebno s tem projektom začeti že včeraj. Veseli pa bomo, če bomo začeli jutri oziroma v jeseni.